Pozdravljeni, dragi gledalci! Danes se bomo vrnili v rimsko dobo in bomo govorili od začetka monarhije do začetka cesarstva. Doba monarhije je po izročilu in zapisih poznejših rimskih zgodovinarjev trajala od ustanovitve Rima leta 753 pred našim štetjem do pregona zadnjega kralja leta 510 pred našim štetjem. Zaradi nezanesljivosti pisnih virov so za obdobje kraljevine pomembni arheološki viri, ki dokazujejo nastanek zgradb, most čez reko Tibero, izsušeni kanali, obzidje in etruščansko nadoblast. Do tedaj je bila osnova rimskega gospodarstva kmetijstvo. V obdobju etruščanskih kraljev pa so se preselili številni obrtniki. Zgradili so zgradbe javnega pomena, predvsem templje in svetišča. Etruščanski vpliv je bil odločilen pri državni ureditvi v vsakodnevnem življenju, umetnosti in kulturi. Da bi preprečili kopičenje politične moči v rokah posameznika, so Rimljani uvedli magistrature, visoke uradniške službe. Nekdanjo kraljevo oblast so razdelili med dva konzula. Konzula sta bila najvišja magistrata in sta nadzirala drug drugega. Če se prvi ni strinjal z odločitvijo drugega, ju je lahko preklical z vetom. Konzule so izvolili v skupščinah rimskih državljanov. Po opravljeni funkciji so navadno postali dosmrtni člani senata. Svečeniško oblast je obdržal vrhovni svečenik. Med vojno je za 6 mesecev dobil vso oblast diktator. Med diktaturo so prenehale veljati vse magistrature. Glavni nosilec politične dejavnosti v državi je bil senat. V začetku republike je imel 300, pozneje 600, za časa Cezarja pa 900 članov. Senatorji so bili aktivni ali nekdanji magistrati ter ugledni meščani, ki so jih za senatorje razglasili konzuli. V zgodnjem obdobju so bili zato izključno patriciji. Odločitve so sprejemali z glasovanjem. Senat je bil stalno telo in je svetoval konzulom. Njegova moč je bila velika in je sčasoma postala pomembnejša od ljudske skupščine. V Rimu so obstajale različne ljudske skupščine. Za časa republike je bila najpomembnejša tributna. Njene odločitve so po soglasju senata dobile zakonsko veljavo. Ker so bili patriciji v vseh organih bolje zastopani kot plebejci, so v začetku 5. stoletja pred našim štetjem imenovali ljudskega tribuna, da bi zastopal interese zadnjih. Izvolila jih je plebejska skupščina. Najprej sta bila 2 in pozneje celo 10. Bili so nedotakljivi in so lahko klicali na odgovornost, zapirali, sklicevali in vodili ljudsko skupščino, ter imeli pravico do veta na odločitve konzulov ali senata. Od zgodnjih časov sta bila v Rimu 2 razreda. Patriciji so imeli velika posestva in velike črede živine ter številne privilegije. Plebejci so bili večinoma kmetje, trgovci in obrtniki. Patriciji in plebejci se niso smeli poročati, zato je bil dvig na družbeni lestvici nemogoč. Dokler je bil Rim manjše naselje, je ta sistem deloval. Ko pa je prebivalstvo naraslo, se je povečalo tudi nezadovoljstvo plebejcev. Začeli so se protesti. Prve uspehe so plebejci dosegli za grožnjo, da bodo zapustili Rim in ustanovili konkurenčno mesto in odpeljali vso delovno silo. Leta 494 pred našim štetjem so sklenili kompromis in odtlej so plebejci volili ljudska tribuna, ki sta varovala njihove interese. Sredi 5. stoletja pred našim štetjem so na 12 bronastih tabel zapisali zakone, ki so urejali zasebno, kazensko, javno in versko pravo, ter jih na rimskem forumu objavili. Do tedaj so zakone poznali in tolmačili le svečeniki. Položaj plebejcev so izboljšali še sklep ljudske skupščine, da so njene odločitve obvezujoče za vse. Duhovniška služba je postala dostopna tudi njim. En konzul je moral biti plebejec. Čeprav so sčasoma stara nasprotja izginila, so se razlike med plemstvom in drugimi Rimljani ohranile. Oblast je ostala v rokah omejenega števila bogatih družin. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.